Jaz verjamem, da mnogi politiki doživijo, jaz mislim, da sploh te, ko vstopijo s čistimi nameni, en velik šok. Maša Muster. Dobiti perspektivo je strašen napor, na karkoli praktično. Se mi zdi, da kle se malo premalo zavedamo ljudje, kakšno sposobnost imamo spremembe narediti v svojem življenju. Ne? To ne bi smela biti kariera, da si ti politik, to bi moglo biti poslanstvo, ki ga izpolnjuješ nekaj časa. Ti imaš potem relativno malo časa, da kaj narediš dobrega. Ljudje, ki delujejo na tak način, da druge rinejo dol, so ljudje, ki znotraj sebe trpijo. In mislim, da je to okolje, ki to spodbuja. Treba se je poslužiti virov, ki niso najbolj na prvo žogo, najbolj above the line, brati iz obeh polov informacije in komentarje. Ne smem biti vaš edini vir informacij, ker je to noro, na kjerokoli temo. Kaj pa, če je vse fake? Vsi, ki ta projekt že podpirate na kakršenkoli način, hvala vam lepa. Od zdaj naprej lahko vsi podpirate projekt tudi finančno. To naredite na linku v opisu in se pridružite našemu YouTube supporter programu. Drugače pa lahko samo subscribate, kakšen lep komentar napišete, kakšno lepo sporočilo pošljete, pa uživate v epizodi. Na Threadsih, ko sem začel malo objavljati, pa tudi malo spremljati, kaj folk piše, je nekdo nekaj v zvezi s tabo napisal, koliko cen, na kakšen način ti ustvarjaš, oziroma komentiraš, kakorkoli bi rekel, da daješ svoje mnenje, da stojiš za nečem, In me je malo poklical, pa sem pa za foro v komentar napisal, a mislite, da jo povabim na podcast, In tisti komentar je dobil ogromen engagement, mislim ogromen, za Threadse. In sem rekel, dobro, ajde, bom napisal, sem ti poslal DM in pa si rekla ja. Malo si se upirala. Malo sem se mogla, veš, da dobro zgleda. Ja, lej, jaz sem vesela, da ljudje cenijo, da prepoznajo. Ja. And the rest is history, veš. Ja. Tako da, lej, meni je to fajn. Daj mi malo povej vse, čistko, da bom malo bolj razumel, iz kje izhaja ta tvoja prezenca. Prezenca. Orang beseda. Učim se. Jaz ful ne maram teh nekih deskriptorjev. Ja. A veš, ful se mi zdi, da se popredalčkaš potem, kaj si najprej, pa kaj si potem, in da nikoli ni noben mu lih prav, kaj si postavil na prvo ali pa zadnje mesto. Ampak dobro, glede na to, da si omenil Threadse ali pa družbena omrežja, iz tega konteksta sem Maša, ki objavlja izobraževalne vsebine na družbenih omrežjih. Predvsem se poslužujem Instagrama, tam temu rečemo politični sorbeti, in to gre res za take dolge vsebine, ki bi najbolj sodile na YouTube ali pa kam drugam. Jaz jih pa pač objavljam v storijih, ker se počutim domače tam in mi je fajn ta nemuden engagement tudi z sledilci, čeprav tudi te besede ne maram. In govorimo o politiki, o gospodarstvu, o družbenih temah, o trajnosti, ali pa kdaj, ko se odpre kaj zelo aktualnega, da načnemo in probamo pogledati z različnih zornih kotov. Recimo, to je ena taka stvar. Delamo veliko na izobraževanju, predvsem, ali pa na razgledanosti. Delamo tudi dobrodelne akcije, to je tudi taka cool scena, ki se jo gremo. Tako da to je ta prvi del, kdo sem, recimo. Ampak to je moj prosti čas, to je moj hobi, moja zabava, recimo. Drugače sem pa partnerka, sem mama dveh krasnih otrok, sem hči, sem raziskovalka, pač po poklicu, sem navdušena bralka, navdušena plavalka, skratka imam polno nekih deskriptorjev, a veš, ki jih lahko obesim na sebe, ampak recimo, da to zadošča za začetek. Ja. Jaz tudi nisem ljubitelj teh, jaz jim rečem etikete, ki si jih limamo, ali pa drugmu. Zato jaz kar pustim ponavadi gosta, da mi skozi zgodbo pove, kdo je. Ne rabim mi dva deskriptorja, tako, kot si rekla, klej se strinjam. To je tako. A veš, jaz lahko zate rečem, si podcaster, a veš, pa si oče, ne? Ampak zdaj le si mogoče najprej podcaster, ko prideš domov, boš najprej oče, pa mož. Tako, a veš, tako. Ne zdi se mi nikoli najbolj fair v resnici, kako pristopamo do tega. Ampak, zakaj se ti pa zdijo te tematike pomembne? Oziroma, če lahko malo drugače postavimo vprašanje, kaj se ti zdi, da manjka v svetu,
da si začela to delati, oziroma da to delaš? Ponavadi, ali pa bom začela od odzadaj, kako je prvič prišlo do tega. Jaz sem objavljala pretežno šminke, parfumčke, kremce, take stvari, ki so bile lahkotne vsebine in tako. Hkrati pa mi v službi zelo veliko delamo političnih raziskav. In potem, mislim, da 2 leti nazaj je mojo pozornost pritegnil delež ljudi, ki ne nameravajo iti na volitve. To je bilo ono super volilno leto, ko smo imeli in državnozborske, in predsedniške, in mislim, da še referendume. In je, ne vem, 40% mladih reklo, da ne bodo šli na volitve. In meni je bilo tako, kot nož v srce, ker jaz sem pač zagovarjam aktivno participacijo v vseh sferah družbe. In potem sem se odločila, da bom posnela serijo storijev, zakaj je fajn, da gremo na volitve. In sem posnela storije, ki so šli od tega, kaj volimo, kako deluje volilni sistem, pa potem zakaj volimo, kako beremo politične ankete, pregledali smo kandidate, ful enih stvari. In odziv je bil nor. To je bilo 5 dni storijev, vsak dan 1 uro, in je gledalo to, ne vem, med 10 in 20 tisoč ljudi. Wow. Vsak dan. Jaz sem imela pa 3000 sledilcev. Zato, ker se je tok delil, vsi so tok delili, ker so rekli, noben nam tega ne pove. Ja. Se pravi, takrat se je prvič pokazalo, kakšen je manko v šolskem sistemu tega, da bi te izobraževali o tem, kako deluje naša država, kako deluje demokracija, zakaj je pomembno, da sodeluješ vsaj na minimalnem nivoju, da greš na volitve, koga voliš, zakaj se odločaš in kako potem oni odločajo naprej o tvoji prihodnosti, je nekaj, kar ti mora nekdo povedati poljudno, ti podati na nek razumljiv način in hkrati na način, ki v bistvu ti da vedeti, da si pomemben in da tvoje mnenje in tvoj glas so pomembni. In tega ljudje očitno do takrat, ne vem, niso nikjer dobili, ali pa ogromno ljudi, ne bom rekla vsi. In potem, ko smo nadaljevali s temi sorbeti, se je izkazalo, da je ogromno takih tematik, ki jih sistem, šolstvo, družba, mediji ne naslavljamo na način, ki bi bil ljudem priljuden. In moja želja je, da kjerkoli tematike se lotam, se je lotam tako, da ima rep in glavo, da ni prezahtevna, hkrati pa, da lahko vsak nekaj odnese od nje. In na koncu ponudim tudi ponavadi seznam ključnih besed, zato da ljudje lahko sami raziskujejo naprej. In potem so začeli tudi sami že zahtevati ali pa prositi, o čem ne govorim, kaj ne pokrivam in na ta način. Tako da se je to razvilo v eno tako res lepo obliko, ne bom rekla izobraževanja, bolj mogoče osveščanja. In je tudi pač število sledilcev naraščalo premo sorazmerno s tem, koliko objavljam. Tako da, lušna stvar. Bova malo ostala pri politiki. Jaz mislim, da je ena zelo pomembna beseda, ki mi je tudi vmes gor prišla, in sicer integriteta. Torej, ljudje govorijo nekaj, zato, da bojo zmagali recimo na volitvah, dela se pa pol čist nekaj drugega. In jaz verjamem, da smo se malo zaštrikali kot družba v temu, da pač sploh ne vemo več, komu verjeti. In mislim, da ko si ti pač sebe dala pred to tematiko, govorila pač iz svojega stališča, si avtomatsko v ljudeh vzbudila nje pa lahko zaupamo. Zakaj misliš, da je tako? Pri politiki konkretno? Ja. Jaz mislim, da je zato, ker se ne postavim na nobeno stran. Jaz imam seveda lastna politična prepričanja, zelo močna politična prepričanja, ampak ko govorim o programih strank, recimo, bodi si na državnozborskem nivoju ali pa zdaj, ko so bile evropske volitve, bojo kritike enake ali pa pohvale deležni levi, srednji, desni, zeleni, beli, rdeči. Ja. In mislim, da je to, da se postaviš nekako objektivno nad vsebine, edini način, da lahko sploh pokrivaš tovrstne informacije. Seveda si ti lahko političen komentator, ki je jasno opredeljen, in potem imaš zelo močna mnenja na eni ali na drugi strani, ampak to ni moja želja. Moja želja ni biti propaganda. Moja želja je, da ljudje razumejo,
kaj ti ponuja kdo in kako se lahko med njimi odločaš. Tako da mislim, da je to pomemben del integritete. Hkrati je pa pomemben del integritete tudi to, da ljudje vidijo, da jaz grem na volišče. To je najbolj banalna stvar, je tista že tradicionalna selfija, veš, izpred volišča. Ker če grem jaz, potem pričakujem, da greš tudi ti. Če greš ti, pričakuješ, da grem tudi jaz. In ta quid pro quo, ki ga imamo z sledilci, torej, da če jaz vam nekaj dam, pričakujem v resnici, da boste od tega nekaj odnesli, ne? Veš, ne rabiš se strinjati z mano, ampak želim pa, da razmišljaš o tej temi in da si ustvariš lastno mnenje. Ne? To se mi zdi pa ta drug del, no, ki je tukaj dosti ključen. Ja. Meni se najboljše bilo, ko so bile ene volitve in potem so mi levi pisali v inbox, da zagovarjam desne, desni so mi pisali pa v inbox, da zagovarjam leve in sem rekla super. To je to, pač to smo iskali. Ampak jaz vidim tukaj eno zelo veliko problematiko, ki bi jo mogoče rad s tabo tukaj izpostavil. Me zanima, kako ti to vidiš, a ne? Spet gre tukaj za najeno mnenje, to ni nikakor pač, da te v kjerokoli smer tišinke ne bi hotela iti, ampak jaz sem gledal neka soočenja, takrat, ko so bile te volitve za vlado pa to, ne? In jaz nisem mogel verjeti, kakšen procent tega je bilo metanje polen pod noge, pa samo kaj naredil, kaj ta naredil. No, ne vem, kdo se je sploh fokusiral na to, kaj v njegovem programu je, kaj bi on rad naredil. Bolje je bilo, kaj so neki drugi naredili in zakaj je zdaj tako, kaj je. Ne? A si imel slučajno včeraj priložnost gledati soočenje v ZDA? Včeraj je bilo soočenje med Trumpom pa Harrisovo. Prvo, mogoče edino. Ne? Ja. In potem so analitiki rekli, da je 40% časa, ki ga je imela Harrisova, napadala Trumpa. Ja. Ne? Hkrati je šla pa v to soočenje z namenom, da predstavi Ameriki, kdo je. Kar pomeni, da je bilo v bistvu 40% časa vrženega stran. Ne? Če nisi že itak njem volivc, ki jo spodbuja, pa je všeč ti, kako ga napada in to. Ja. Ampak tisti neopredeljeni volivci pa v teh 40% časa niso dobili nič, ne? So zgubljali. In pri nas je to naša politika, če govorim res iz svojega vidika, je en velik cirkus. Ja. Totalen cirkus. In se strinjam s tabo, da govorimo o tem, kaj je bilo takrat, pa kaj je v naredu, pa kam je šel, pa kjer venc je položil, pa a je šel, ne vem, na tisto proslavo ali ne. Noben ga ne zanima. Ne? Nas zanima, zakaj se zauzemaš in kaj mi obljubljaš. Kako boš naredil moje življenje boljše? Konkretno mi povej. Ne? Povej mi, koliko bo nižji vrtec. Povej mi, s kje bomo pridobivali goriva. Povej mi, kakšne bojo subvencije za obnovljive vire energije. Daj mi konkretne odgovore na moje konkretne probleme. Ne? To pričakujemo. Ja. Ampak tega noben pameten politik ne bo naredil. Zato, ker to so potem stvari, za katere te lahko na naslednjih volitvah obesijo za veva kaj. Ne? Če pa ti rečeš, trudili se bomo v smeri, da bodo vrtci čim bolj dostopni vsakomur, pa lahko ti proizvedeš samo, ne vem, 30 novih mest v vrtcih v občini in rečeš, izpolnil sem obljubo. Ne? Lahko daš samo 5000 subvencij za celo Slovenijo za, ne vem, električne polnilnice in lahko rečeš, izpolnil sem obljubo. Ne? In te higienski minimumi grejo meni ful na jetra, ampak to je naša realnost. In politiki, dokler imamo politiko, ki se bo zauzemala za to, da ohranja položaje, ne za to, da dela bolje za populacijo, toliko časa se nič ne bo spremenilo. Kaj pa bi se moglo zgoditi, da bi se? Vprašanje za $1 milijon, ne? Ja. Politiki bi mogli biti, jaz mislim, nastavljeni za kratek čas, oziroma bi mogli imeti omejene mandate. Okay. To ne bi smela biti kariera, da si ti politik, to bi moglo biti poslanstvo, ki ga izpolnjuješ nekaj časa. In v tem času
ti imaš potem relativno malo časa na voljo, da kaj narediš dobrega. In si ne ustvarjaš mrež in povezav in lobirajo okrog tebe, a veš, ni to tvoj življenjski cilj, da boš držal svojega stolčka naslednjih 30 let, ampak je tvoj cilj, da v teh 4 letih ali pa 8, ki jih imaš, narediš maksimalno dobrega. Jaz mislim, da to je ena od rešitev. Druga od rešitev je pa seveda to, da se lahko ta vzvod, ki bi ga imeli, enkrat sem govorila o tem v enem sorbetu, da bi se lahko politika odpoklicali. Se pravi, če je nekdo izvoljen strani ljudstva, da ga ljudstvo lahko tudi odpokliče, če ne dela tako, kot pričakujemo od njega. Ta institut trenutno ne obstaja v slovenski zakonodaji. Bi bilo pa to dobro, ne? Recimo, če ti izvoliš župana in takoj vidiš, da začenja se povezovati z napačnimi, z ljudmi, za katere vemo, kaj delajo, pa kaj pričakujejo recimo od njega. Ja. In potem naredi prvi napačen korak, ne izpolne te obljube, ne naredi tega, kar je rekel, mu daš 1 leto in pa rečeš sorry. In nove volitve. Ja. To, da bi bila lahko bolj aktivna družba vključena v to, ne samo koga nastavljamo, ampak tudi v to, koga lahko odpokličemo, bi bil en tak zanimiv vzvod. Ja. Zadnja stvar pa je, in tukaj smo pa Slovenci tradicionalno grozni, in to gre meni ful na živce, je pa, da imamo spomin zlatih ribic. Mi enostavno pozabljamo iz leta v leto, iz volitev v volitve, kakšne so bile obljube, kaj je bilo narejeno, kdo je naredil tisto, kar je rekel, da bo, kdo je naredil več in kdo ni naredil nič. In potem ne pridemo nikamor. No? Ja. Moč pa razumeti, da ni tako samo pri nas. Ja. Tako je pač povsod. Ja. Mislim, kar jaz vidim tukaj je, da pač ljudje, ki delujejo na tak način, da blatijo druge, da odpravljajo druge, da druge rinejo dol, so ljudje, ki znotraj sebe trpijo. Ali zaradi neke želje po dokazovanju, ali zaradi neke želje po moči. In mislim, da je to okolje, ki to spodbuja, ki je vzori v svetu, ki jih gledamo, so takšni. In dokler se ne kolektivno ne zamenja mentaliteta politika iz vidika, da je to človek, ki dejansko je svoje stvari razčistil, ki deluje bolj iz ljubezni, ki ima željo po miru, ne po vladanju. Dokler se taki ljudje ne pojavijo na takih mestih, mislim, da se spremembe ne bojo zgodile. Zato, ker tukaj se mi da pogovarjava o namenu, iz katerega izhajajo. In če bi jih vprašal, kako se iskreno počutijo, in da bi pripravljeni iti v to debato, recimo z mano, s komorkoli, bi ugotovil, da pač verjetno so kar prizadeti iz vidika tega, koliko ljubezni lahko dajo, koliko so jo dobili mogoče, koliko so programirani, koliko imajo informacij, ki so jih dejansko še bolj potlačile v to neko vlogo, ki jo morajo igrati v tej obliki, ki jo zdaj poznamo. In jaz včasih vidim neko obliko politike, kjer se imajo ljudje radi, kjer se zavedajo, da 2 pola morata biti, ker ne bojo vsi ljudje imeli istih potreb, ampak te 2 pola morata se najti na sredini in ustvariti ravnovesje. In to je zame ta prav način vladanja, da ti služiš ljudstvu, ne da gledaš, kako bo ljudstvo služilo tebi v tistem obdobju, ki si gora. In tukaj ne govorim konkretno zdaj za to, kako je, ne vem, to je moje mnenje, ampak mislim, da se vse začne pri našem notranjem namenu oziroma pri naši integriteti, pri našem, kako mi vidimo svet, kaj si želimo, kakšnega sveta si želimo. In ne gledamo samo nase, ampak se zavedamo, da je to velika odgovornost, da so te ljudje zbrali, da ti za njih delaš poteze, zato da je ni mikromanagementa, ker če bi se vsak zase odločil, bi pač bil kaos, in tega nočemo. Ampak jaz mislim, da po naravi, ki bi ljudje začutili, koga voliti, bi bilo veliko več ljudi na volišču. Klej pa najlažje narediti to, da rečeš, a veš, itak nobenemu ne verjamem, kogarkoli zvolim bo isto sranje, ne bom šel voliti. In kaj se zgodi?
še zmeraj en zvoljen. Sam nisi pa niti tega koraka naredil, da se malo pozanimaš o tem, da se malo izobraziš o tem, kako sploh izgleda proces, da malo spoznaš različne stranke, kakorkoli. In se prepraviš na tista leta, ko bo pa priložnost, da bo res ta pravi človek prišel gor, da boš vedel, zakaj tega človeka zbrati. In se bo lahko naredila ta tudi kolektivna transformacija, kar se tega tiče. To si zelo lepo povedal. In če bi bili taki intervjuji del tega, kako spoznavamo kandidate, prav to, kar si zdaj rekel, si bom izpisala in bom razmišljala o tem ob naslednjih volitvah. Ker jaz verjamem, da mnogi politiki, ko vstopijo v politiko, delajo to iz teh vzvodov, kot si ti rekel. Želim delati dobro, želim ustvarjati boljše okolje za moje sovaščane ali sokrajane, someščane, za državljane. Potem pa, ko vstopijo v politiko, doživijo, jaz mislim, da sploh te, ko vstopijo s čistimi nameni, en velik šok. Jaz ne poznam veliko politikov, tako da jaz sem slišala take zgodbe ali pa take čustva, občutke samo res od dveh, ki sta bila ena lokalna, ena državnem nivoju, da se ne zavedaš pravzaprav, koliko enih vzvodov in niti se vleče v ozadju in kolikšni pritiski se izvajajo, sploh ko si ti junior, recimo, v politiki. In da ti lahko vstopiš še skozi dobrimi in plemenitimi nameni in čistim srcem in željo delati, ustvarjati boljši svet, bo prišel nekdo okrog vogala, ko boš ti rekel, to je dobra ideja, in bo rekel, ja, je dobra ideja, ampak od te ideje ne bo menač padel v žep, ali pa od te ideje ne bo moj bratranc dobil posla, tako da pospravijo v predal, pa bomo videli, če kdaj pride na vrsto. In seveda ni vsak politika skorumpirana. In to, kar si ti rekel, se dogaja na najbolj lokalnem nivoju, najpogosteje, ko majhni kraji izvolijo iz svoje sredine, v bistvu ljudi, ki jih 100% poznajo in jim zaupajo. In zato imamo v Sloveniji župane, ki so župani že odkar je Slovenija. Ker so to ljudje, ki so jih vaščani ali pa krajani poznali, so vedeli, da so dobri, so vedeli to, kar si rekel, kakšen človek si ti tukaj noter in kako to izkazuješ, odkar te poznam. In ker ti zaupam tebi kot človeku, tebi kot sosedu, tebi kot prijatelju, te bom izvolil zato, da boš delal enako dobro za vse nas. Tako da na lokalnem nivoju to na državnem nivoju pa se veš, kako se predstavljajo s floskulami, ki smo išli za domovino, za zeleno energijo, za več stanovanj. Ja, vse je z neko agendo od zadja. Mislim, tudi če Slovenijo pogledava, pa da smo del Evrope, pa imaš pol tukaj še Evropo od zgori, pa pitaj Boga še kdo je česa. Načeloma za neko pot, neko stran se moramo odločiti, ampak koliko odločitve je sploh v naših rokah, če tako gledava. Ampak ne smemo gledati tako na to. Jaz res verjamem v to, kar si rekel, da vsak more biti aktiven državljan. Aktiven državljan. Da voliš, da recikliraš, da voziš po omejitvah, vse to. A veš, jaz pričakujem, in to je tisto, kar jaz vedno ponavljam tudi na Instagramu, da dajmo ne spati, dajmo razmišljati, dajmo gledati svet okrog sebe in ga osmisliti. Ne samo ga videti, ne samo prebrati novice. Razmišljaj to, kar si rekel, imaš Slovenijo, pa imaš pa nad njo imaš še EU, pa veš pa NATO recimo, pa potem imaš še lobije, pa imaš gospodarske povezave med državami. Enako velja, ko se ti v bistvu izobražuješ, ker ko ti prebereš novico, ti jo lahko samo prebereš. Si vzameš 2 minuti in jo prebereš in rečeš, danes sem zvedel, da so v Istri videli želvo. Ampak dajmo se vprašati, zdaj sem dala res tak banalen primer, ampak zakaj je ta želva, ki ne bi smela biti v Istri? Zakaj so se začele te migracije živali, ki spadajo v tople vode, v
v bistvu vode, ki ne bi smele biti tople, pa so. Ne? Kaj smo naredili z okoljem, da je prišlo do tega? Skratka, ti lahko na vsako informacijo jo res lahko tako počez prebereš ali pa začneš razmišljati o tem, kar je odzadaj. Ja. In enako velja, Ne. Enako velja, ko bereš programe strank ali pa programe kandidatov. Ti rečeš za, ne vem, za Boga in domovino, kaj se skriva tukaj odzadaj? A veš? Ali pa če ti rečeš za zeleno transformacijo, kaj se skriva tukaj odzadaj? Kakšni so tvoji nameni? In tukaj je pa potem treba odprt 1, 2, 3, 50 zavihkov v brskalniku. Treba se je poslužiti virov, ki niso najbolj na prvo žogo, najbolj above the line. Treba je brati iz obeh strani, iz obeh polov informacije in komentarje. Treba je znati aktivno poslušati, kaj se dogaja na družbenih omrežjih. Ne samo spremljati, pa se jeziti, pa tipkati, pa ne, besnet, ampak poslušati. Ja, z neko željo po razumevanju. Ne? Tako, a veš, premalo se poslušamo. In tudi obsojanje se hitro začne nekrat direktno osebno, ker zdaj on je tak. Tako, kar pomaga tukaj je malo se zavedati teh sistemov, ki so povsod okoli nas in razumeti, da je to produkt nekega sistema. Človek, kjerkoli človek, tudi jaz. Vsi. Smo produkt nekega sistema, nekih informacij, ki so se dogajale, da se pač obnašamo tako, kot se obnašamo. In služimo nekem sistemu. Zdaj, a je ta sistem dober ali slab? To je pa od vsakega posameznika odvisen pa njegove perspektive, kako ga bo opredelil. Če se pa pogovarjamo midva o nekih res globokih vrednotah, ki jih vsi imamo v sebi, ekle se pa vidijo velike razlike. Kdo si želi z ljubezni delovati, kdo je dober, oziroma kdo je človek, in kdo ni človek v mojem pogledu, se pravi tisti, ki želi ljudem slabo, ki lahko gleda nekoga, kako trpi, zato da so on korist. Taki ljudje. In ni nujno, da so te ljudje taki, ki jih vidimo tam, ampak sistem je tak. In sistem je bil ustvarjen iz nekega namena in do tja sploh ne pridemo. In tudi recimo Trumpa, ki si prej omenila. On se meni zdi zelo omejen iz nekega tega vidika, da vse zadeve skuša prikazati tako zelo preproste. To bomo rešili tako pa tako pa tako. To je to. Kje je kle problem? Ti si pa prej izpostavlja to, da greš ti v globino iz nekega razumevanja in ustvarjaš kompleksnost z namenom, da bolj problem razumeš. In imeti možnost te perspektive in ne percepcije. Percepcija je, da se ti osebno povežeš, perspektiva je, da ti lahko iz objektivnega stališča gledaš. Več ljudi, ki bo to sposobnost imeli, bolj bo lahko pač se odločalo za tisto, kar je res dobro za njih, in manj obsojalo. In ja, ko greš ti v neko obsojanje, hitro pridejo gor tvoji neki potlačeni ali travme ali karkoli, neka jeza, nek sram itd. In iz tega ven deluješ in se zgubiš. Sama veš, Jure, to je naporno. Ja. To dobiti perspektivo je strašen napor, na karkoli praktično. Ja. In ti veš, ker se tega zavedaš in se trudiš delati v tej smeri. Ampak ljudje mislijo, da imajo objektivno perspektivo nečesa, pa so daleč od tega. Daleč od tega. Tak dober primer tega je, recimo, kako boomerji gledajo na naše življenje, na naše potrošnje, na naše sposobnosti, recimo pridobivanja nepremičnin ali pa nekih drugih dobrin. In prav, ko sem bil jaz v tvojih letih, ko so bila midva s tvojo mamo toliko stara, pa se ji toliko zaslužta, kako ne morta. To je trikrat odmaknjeno od resničnosti in ti misliš, da imaš neko perspektivo, ker si ti šel čez to, ampak tvoja perspektiva z resničnostjo nima nobene skladnosti. In jaz mislim, da tudi, če se vrnem 6 korakov nazaj na sorbete, recimo mislim, da en tak dober primer so bili, ko se je začel konflikt v Gazi. Ta prvi sorbet, ki sem ga naredila 2 tedna potem, ker 2 tedna sem zbirala pogum, da objavim, sem šla od časov Mojzesa do oktobra lani, zato ker sem želela, da imajo ljudje
širšo perspektivo, ne samo, da gledajo, kaj se je zgodilo 8. oktobra, pač na tistem glasbenem festivalu. In zberejo svojo stran. Tako, ne? In sem želela, da imajo res pregled in pogled navzdol na celo to zgodovino, kaj se je dogajalo, potem se pa lahko začnemo šele pogovarjati, kdo ima prav, pa kdo nima prav, pa kaj bi mogel narediti en ali pa kaj bi mogel narediti drug. A veš, kaj mislim? Ne? Ja. In mislim, da dati to perspektivo, če ti jo kdo da, je ful dragoceno. Ja. Ne? Hkrati pa bi bila moja želja, da si jo vsakdo ustvarja sam. Ker taka je najbolj resnična. To, kar si rekel pa o vrednotah, pa raziskave kažejo, da imamo zelo podobne vrednote v resnici. Tiste lestvice vrednot si gotovo že kdaj videl, ne? So vedno prijateljstva, družina, zdravje in tako. Ampak jaz kot raziskovalec se potem vprašam, kaj pomeni, recimo, da ti je vrednota družina. Ne? Ali ti to pomeni, interpretacija je lahko povsem različna. Točno to. Ali ti to pomeni varno zavetje, kjer ti deliš s svojimi najbližjimi ljubezen, objeme, prosti čas, veš, vse lepo in tudi tisto manj lepo, kar se ti dogaja v življenju? Ali to pomeni osnovna jedrna celica družbe, v kateri sta oče pa mama pa 2,4 otroka? A veš? In ko razmišljamo o vrednotah, midva lahko sestavlja lestvico, pa ima v prvih 5 vrednot povsem enakih. Ja. Ampak razmišljava pa lahko mogoče v njih na povsem drugačen način. Ful in dobro. dobiti te insighte, ne? V bistvu, če greva spet en korak nazaj na programe, to, da reče ena stranka pomembna, želimo delati za družine, ali pa druga stranka, želimo delati za družine, nosi lahko povsem druge pomene. Ja, meni je tukaj en gost, Milan Hosta, ful sem vesel, da si to izpostavila. Gost Milan Hosta je bil in samo jaz sem rekel, da bi vsi, če bi vsi poznali pa delovali z ljubezni, ne, bi bil svet lepši. Ne. In on je mi rekel, ja, sama, veš, enemu ekstremen primer je. Enemu pedofilu, a ne, ljubezen pomeni to, da z mlajšimi otroki dela svašta. Zanj je to ljubezen. In sem bil šokiran in sem bil tako, wow, ne, res je, ne. Koliko površinsko, hiter, vzamemo neko besedo in z neko svojo idejo mislimo, da zdaj vsi isto mislijo. Ne. Koliko malokrat se vprašamo, ampak kaj mi to pomeni, ne? In tudi že zdaj, ko greš skozi življenje, kdorkoli, ne, kjerkoli beseda, kjerkoli mnenje imaš o nečem, že dalj časa, neka resnica, neko prepričanje. Fajn je včasih malo stopiti nazaj pa se vprašati, zakaj tako mislim. A mi še korist, a ne? Ali bi mogoče mogel kaj spustiti, veš? Tudi to, ko o sebi govorimo, recimo, ne vem, jaz sem ful slab z imeni, a ne? A si še? A je to še res, a ne? A lahko kaj narediš za to, da ne bi bilo, ali si to sprejel kot svojo identiteto in zdaj tako je, a ne? In se mi zdi, da kle se malo premalo zavedamo ljudje, kakšno sposobnost imamo spremembe narediti v svojem življenju, a ne? In nulo, kar si prej rekla, da boomeri nazaj gledajo pa rečejo, ker sem bil jaz v tvojih letih. Kaj pa element spremembe, ki se je v svetu zgodil? Kaj pa element odraščanja, ki sva ga imela jaz ali pa ti, a ne? Zato tudi njih ne smemo obsojati, ker so imeli pač svoje odraščanje, oni so dobili druge stvari, druge vzorce, a ne? In meni se zdi, da glede na to, kakšna generacija mi retujemo, smo mi dobili ogromno ljubezni pa podpore od naših staršev, ki oni niso. Torej, to so mogli oni z nek zvleči in nam dati pač mrazime. In nam dati nekaj, kar niso oni poznali sami. To je lepo. Zato jih moramo ceniti, starše, ne glede na to, a ne, kakšna izkušnja naša je z njimi. Dajmo jih probati razumeti, iz kje izhajajo. Ne, bravo. Ja. Sigurno. Kontekst je vse. Ja. Kontekst je vse. To, kar si zdaj le povedal, je spet nekaj, kar sem vesela, da si povedal, ker more več ljudi slišati. Dejansko to, da ti oblikuješ svoj jaz. Nekaj je tisto, kar ti je prirojeno. Potem je tisto, kar ti je priučeno. Ampak to, kakšen si ti pri 18 letih, ne rabi biti isto, kakšen si ti pri 25, Bravo. Pri 30 ali pa pri 40, ali pa kakšni bomo, ko bomo, upam, 70, 80 ali pa 90. Vedno obstaja prostor, da rastemo in vedno obstaja prostor, da se učimo o svetu in o sebi. In
te besede, kot so ne morem, nimam časa, nimam volje, nimam energije, nimam želje, to je najlažje reči. Ne? Ampak, veš, če ti povem iz osebne izkušnje, jaz sem tik pred koncem prve porodniške, sem imela svoj prvi paničen napad. Od kje je prišel? Zakaj? Nimam pojma in še danes ne vem. Kako pa izgleda? V tunelu pod gradom, zelo grozen, z dojenčkom v avtu. Ampak sem se pol ustavila, predihala, vas tisti šok. Jaz mislim, da imam srčen napad, v resnici. Pač infarkt ali nekaj v tem smislu. Ja. Ne? In potem sem se kar na lepem znašla pri tem, da me je bilo vsega strah. Tako iz nič me ni strah, na vsega me je strah, smo šli v enem tednu. In to je bilo 7 let nazaj. In 7 let nazaj se jaz niti slučajno ne bi mogla s tabo tukaj usesti in se spontano pogovarjati in ne umirati noter od groze, zato ker sem v neznanem prostoru, med neznanimi ljudmi, da se nisva poznala do danes, ker je vame usmerjena kamera in ker bo to gledal ne vem koliko tisoč ljudi. Ampak jaz sem mogla v tistem momentu reči, ok, ali bom ohromljena od tega strahu zdaj, ne vem, živela naslednjih 50 let, ali pa bom zdaj nekaj naredila za to. In sem mogla spremeniti svoje življenje, v bistvu. Spremeniti sem mogla, kako gledam na stvari, čemu se izpostavljam, začeti z čuječnostjo, začeti s psihoterapijo, začeti z meditacijo, začeti z ogromno enimi stvarmi, ene so mi ustrezale, ene mi niso, in sestaviti nov okvir, znotraj katerega živim, in nov mindset, s kakšnimi ljudmi se okrožam in čemu se izpostavljam, da ohranjam svoje mentalno zdravje, da temu reči, svoj mir. In sem danes čisto drugačna oseba, kot sem bila 8 let nazaj. Wow. Ampak to ne pomeni, da sem boljša oseba ali pa slabša oseba. Jaz samo mislim, da sem zrasla v nekih elementih razumevanja, kdo sem, in da sem zrasla v temu, da sem lahko boljša partnerka in boljša mama, zaradi tega, ker sem se odločila aktivno, da bom delala na sebi. Enako, to je in da delaš na sebi iz čustvenega vidika, da se spoznavaš, da se začneš razumevati to, kar si govoril, je enako, kot če greš pa narediš še en faks ali pa še en tečaj. Ne? Ti pridobivaš informacije lahko o temah, lahko pa pridobivaš informacije in se učiš o tem, kdo si. Ja. In dokler ti ne veš, kdo ti si, Ja. samo hodiš po svetu. Ja. A ni zanimivo, le tudi ti imaš neprijetno izkušnjo, ki ti je dejansko odprla vrata do samospoznanja, do dela na sebi. Koliko je mogla ratati neprijetno, kolikrat je vesolje mogoče že prej namignulo, a veš, dej kaj nareta, ne? Pa si ignorirala, ker nisi razumela, da deluješ iz nekega dela sebe, iz nekega elementa svojega ega, ki mu v resnici ni mar za počutje. Ker je počutje skozi ok, dokler ni, a ne? Ko pa ni, je pa zgubljen in ti ne zna pomagati. In takrat moraš najti neko drugo verzijo sebe, ki pa ti pomaga. Ja. In ja, a mogoče veš, zakaj je prišel do paničnega napada? Kdaj je razmišljala? Mislim, sem razmišljala sama, sem razmišljala v pogovorih z drugimi in smo ugotovili nekako to, kar si ti zdajle nekako namignil ali pa nakazal, da je bilo enostavno tukaj enih čustev, občutkov, tudi hormonskih sprememb v tistem konkretnem času. In v mojih, 10 letih zaposlitve prej, pa jaz imam grozno rada svojo službo, ko sem samo delala, samo letala, samo zase, za druge, za partnerja, za družino, za vse se pretrgati na pol, nikoli se pa ne ustaviti in pogledati v borovce in samo dihati. Ker ko si mlad, ne misliš na to. Jaz upam, da zdaj se učijo iz naše generacije, te, ki so zdaj 20, pa da bojo oni znali
kako pravi, stop and smell the roses. Ne? Jaz tega nisem znala. Ja. In sem samo delala, dokler moji možgani niso rekli enostavno, quit. Pač zdaj te bomo pa ohromili, zato da boš se usedla pa boš razmišljala, kako naprej. To je neka teorija, do katere smo prišli. No. Zdaj, a veš, ali skoliko so bili hormoni tukaj res, ne, a veš, eno leto po porodu pa nosečnost, to je ringelšpil, ampak potem sem še enkrat zanosila, pa še enkrat rodila in se stvari niso potem nad spremenile, ne. Tako da, ja, lej, kdaj more biti, vse to, veš, tudi ljudje, ki recimo so soočeni z diagnozo raka, recimo, ali pa multipla skleroza, je recimo taka bolezen, ki se vedno pogosteje pojavlja pri mladih. In jaz poznam eno gospodično, ki je na Instagramu, bi rekla celo, da so prijateljci zdaj že. Ona je svoje življenje mogla podrediti bolezni do neke točke. Ampak točno samo do tiste točke, kjer je minimum. In ona se ves čas bori proti bolezni in hkrati spoznava svojo moč, črpa energijo za to, da se lahko bori bolje in močneje. A veš, in se mi zdi, da ljudje, ki so postavljeni pred neke življenjske krize ali pa neke življenjske prelomnice, ki so prisiljeni v to, v bistvu, da nekaj spremenijo, da ne vem, ni nujno to slabo vedno. Pa ne bom zdaj rekla, da je fajn dobiti raka, ne, to je pač grozen reči to. Ampak, ali pa izgorelost, recimo, ne, se je Bagola napisal celo knjigo o tem, pa izgorelost je danes, jaz verjamem, da res ogromno. Ampak, če bi se znali poslušati, pa razmišljati bolj tako, kot ti govoriš, ne, slišati samega sebe, preden pride do tega, bi bilo za nas veliko lažje, manj bi bilo bolniških, bolje bi funkcionirali kot družba. Zadnjič sem nekje prebrala, da se od leta 2003-2006 za 90% dvignil delež ljudi, ki uporabljajo antidepresive. Veš, kaj je to 90%? V, ne vem, 20 letih. Ja, veliko bežanja od občutkov, ki so z vidika nekega nezrelega elementa čuječnosti ali pa razmišljanja strašni. Sram, jeza, žalost, ne? In se zavedati, da ko si ti sposoben opaziti svoj ki ti ta občutek gor potegne, mogoče začneš biti hvaležen, zato da se lahko s tem občutkom soočiš. Ker ti ga moraš pustiti, da steče čez tebe. Ker večina ljudi dela, je, da ko pridejo te občutki, bežijo. Bežijo z drogami, bežijo z alkoholom, vseeno je s čim, z športom, nima veze. Ne grejo pa v občutek, ne potopijo se vanga in si pustijo samo, da je tako je. Konstantno je neka potreba potem, da bi bilo drugače, kot je. Ti se počutiš iz razloga tako in ti vleče to gor zato, da to spucaš, da gre skozi tebe pretočno, da gre nekam naprej. Kaj pa ti pobegneš od tega, se pa občutek ustav. In ko daš ti pozornost nazaj na misli, ga potlačaš. In tlače in pol enkrat more to vam prideti, ne? In poč na ta način. Zato jaz marsikomu rečem, le vesolje ti je uslugo naredil. Sam še videti moraš tako. Perspektiva se mora obrniti, ne? Tako. Veš, ker dvema človekoma se ista stvar lahko zgodi. Ista stvar. Pa bo eden šel v en ekstrem, drug v drug ekstrem, zaradi tega, ker je perspektiva in zgodba, ki jo je na pletu, močnejša od tega zavedanja, kaj v resnici si. In zaupati vesolju, da ti daje točno tisto, kar ti je namenjen, zato da prideš bolj do tega, kaj v resnici si. Torej nismo tukaj zato, da se učimo, kaj smo, bolj se moramo odučiti, kaj nismo, da lahko pol vidimo na koncu, da v bistvu hrepenimo vsi samo po miru. Ja. To si zelo dobro povedal in jaz bi vsakega, ki tole posluša, povabila, da se za 5 minut usede na tla v sobi, v čisti tišini, pa po možnosti v temi in proba biti 5 minut
sam s svojimi mislimi, brez česarkoli. Pa ne razmišljati usmerjeno, ti zdaj bom pa razmišljal o tem, kako sem čistil avto. Pustiti misli, da prihajajo in odhajajo. In jih opazovati, ne? Ko sem jaz začela to delati, jaz nisem zdržala 5 minut. Ma 1 minuto. Ker ali sem začela jokati, ali sem bila spet v teh začetkih, zdaj ne dobivam več paničnih napadov. Ampak anksioznost, ki jo čutiš, ne? Anksioznost, tako. Ali sem dobila grozno potrebo, da grem nekaj delati, sam da se rešim tega, da bi nekaj delala s prsti. Zdaj lahko tako sedim pol ure in samo gledam, kaj se dogaja, tako kot si rekel, kaj se pretaka. Ja. In potem, kdaj se pa tudi kaj zatakne. Veš, in kakšne stvari grejo ven, kakšne stvari ostanejo, kakšne stvari je treba izdihati, ne? Je treba iti pa se razjeziti ali pa izjokati. S kakšnimi stvarmi se je treba pa pač na logičnem nivoju se poglobiti v njih in ustvariti neko mnenje, rešiti nek problem, kakorkoli. Ampak to je res dobra vaja. Jaz mislim, in to, a veš, ko vidiš ljudi, ki hodijo povsod s slušalkami. Zakaj? Zato, ker ne znamo biti več sami s sabo. Mi tega nismo več sposobni. Mi nismo sposobni se odklopiti in gledati v oblake. In nismo več sposobni tega, da bi slišali, da bi bili zmožni ali pa da bi upali poslušati sami sebe. To, kar si rekel. To je strašno scary. To je scary. Se strinjam v neki meri, ampak jaz vidim to zelo, zelo pozitivno noto, ker vidim, da tudi ti tako razmišljaš in vsakeč, ko mi nekdo nekaj tasga deli, vem, da nekdo prižiga lučke. Poleg mene, poleg Mateja, poleg ljudi, ki jih poznam, ki to modrost probajo prenesti naprej. Ne? In to je lepo. In jaz v takih primerih sem zelo hvaležen za take ljudi, ker vem, koliko to pomaga. Ker je samo to meni pomagalo. Sploh tisti, ki imamo mogoče močen ki veliko razmišljamo, ki veliko lahko tudi ustvarimo, delamo zaradi tega, ki so ideje nore, komunikacija šviga, levo, desno, ni panike. Ne? Sedeti 1 minuto na začetku v tišini je katastrofa in bi rad sam pač rekel ne odnehati, ker treba je to tretirati kot trening, ki se bo dogajal celo življenje in delati to z nekim vedenjem, da ti koristi, ko misliš, da se dogaja neka sam panika v glavi, takrat zdrž. Pa se vpraši, a res rabim iti pogledati na telefon, a res rabim iti scrollat, ali samo moj trpi zdajle, ker nima nič za reševati. In ta distanca, ki jo lahko ustvariš med svojimi mislimi, pa zavedanjem, da si ti taki jih opazi, ker če nekdo govori, nekdo mora slišati, ti si take sliši, ta se celo življenje ni spremenil. Take govori je skozi drugačen, ker so to programi, to so verzije tebe, ki ščitijo identiteto, ki jih je strah spremembe, ker mora en del tebe dejansko umreti. In to ni borba, to je samo naučiti se sprejeti vse te dele sebe. Jih znati objeti, si znati odpustiti, se ne obsojati, se zavedati, da so to samo vzorci, ki so te en del življenja ščitili. Zato so nastali. Ti jih pa vlečeš s sabo, ker ni te distance ustvarjene, da se zaveš, kdo sploh ti si. In v trenutku, ki ti rečeš, en del mene je tole zdaj zelo razpizdil. Ok, je čist drugače, kot rečeš mene to zlo. Gane, kakorkoli. Kle se začne lahko delati spremembo pri vsakmu in to je nekaj, kar sem zelo vesel, da so se tudi klele danes dotaknili. Da tudi mogoče ljudje, ki tebe spremljajo, pa so si ustvarjali neko mnenje o tebi. Mogoče lahko vidijo tudi ta del tebe, ki je pa bolj globok. In jaz sem vesel, ko to vidim, ker vem, iz kje prihaja pol tvoje delovanje. Jaz o tem zelo iskreno govorim sicer, veš, in o anksioznosti, in o mindfulnessu, o psihoterapiji, ker se mi zdi, da manj kot je stigme okrog tega, lažje bojo ljudje se upali spustiti v to, da se raziščejo, da se poslušajo, poiskati pomoč, pa ne takrat, ko je že prepozno, ker k zobozdravniku tudi ne greš takrat, ko
ne moreš, ko ne slišiš več na eno uho, ampak greš, ko začutiš, da nekaj ni v redu. In možgani niso nič drugega kot še en organ, ki mu lahko nekdo pomaga, ki ima znanje in moč za to, če si ne moreš pomagati sam. Ampak ta pomagati si sam seže samo tako daleč. In jaz res, koga bom volila, tistega, ki bo rekel, 20 ur psihoterapije pripada vsakemu prebivalcu Slovenije letno. Vidiš, to bi bil dober cilj. Zato, ker tako kot gremo na sistematski pregled, ali pa kot gremo enkrat na leto v zobozdravniku, ali pa, ne vem, karkoli pač potrebujemo, ali pa na presejalne teste, zakaj ne bi bilo enkrat na mesec si človek vzel 1 uro in se pogovarjal z nekom, ki objektivno gleda na tebe, na tvoje življenje, s katerim se lahko pogovarjaš o problemih in te ne bo obsojal, ne bo te izzival, ne bo te porival v eno ali drugo smer, kar delamo svojim najbližjim z najboljšimi nameni. Se tega čez dalje več zdaj. Ne? Meni se zdi to krasno. Krasno. Jaz vsakmu, kar rečem, ki mi reče, da je hod k psihologu, psihoterapeutu, psihiatru, se rečem, good for you. Kako je? Ne? A veš, a si zadovoljen, a ti pomaga? Ne? In ko bomo to destigmatizirali v družbi, in ko bo dostopno do te mere, kot more biti, bomo tudi imeli manj predpisanih zdravil, Sigurno. manj bolniških, Sigurno. ker ogromno je psihosomatskih obolenj, ki se pač odrazijo. Veš, kad ljudi boli križ pri 20-ih, močno dvomim, da si toliko sedel v življenju, da te boli križ. Ne? Ti nosiš nekaj tukaj, kar bi lahko dal ven iz sebe, morda. Ne? Ja, veš? sigurno. In Klej velik del tega je, da pokažemo, kako, ne? Štekaš, da zanj sem en zelo dober primer od Simon Sinek, veš, da je? Simon Sinek, Start with Why. On se dosti govori o leadershipu, o takih zadevah, tudi zelo posloven pa tako, ampak ima neko teorijo, da pač vse izhaja iz našega zakaja, ne? No in je govoril o tematiki prijateljstva v bistvu in da koliko knjig je napisanih za posel, za kako biti dober, ne vem, športnik, kako biti dober pevec itd. Nobene knjige oziroma zelo malo knjig pa kako biti dober prijatelj. No in je izhajal iz tega, da samo če se ne strinjaš s tem, da je družba oziroma da se mladi obnašajo po nekih načelih, oziroma te moti, kako se obnašajo, kjer stvari so jim pomembne, ne pa imamo zdaj denar, pa avte, pa vse te zadeve, ne, se pravi ta nek hardcore kapitalizem. Samo poglej, kdo so vzorniki, ki dobijo največ pozornosti na social medija. Ne? In se ti hitro razjasni slika, da mladi dejansko preveč zaupajo nekim iluzijam ljudi, ki prikazujejo neke vrednote, ki niso koristne za družbo. Pa se pa po drugi strani vprašaš, koliko ljudi pa dela za to, da bi prikazovali vrednote na ta način. A oni se pa nazaj držijo. Zato jaz spodbujam vsakega, ki ima kaj pametnega za povedati, štarti podcast, začni objavljati, na začetku bo težko, ampak če lahko oni kreteni to delajo, ki prodajajo meglo, ljudem, čeprav tudi mrz do mene obsod, da prodajam meglo, tudi to sem dobil komentar že, ampak pustimo to. Treba je narediti malo kontrabalansa in dati mladim vzor. In to bomo naredili samo tako, da mi pokažemo, kako te stvari lahko delamo. In se mi zdi, da vsak lahko za nekaj za to naredi, ampak bodite pogumni. Jaz recimo sem šel zanč na sprehod in je šel mi mene en fant, ne vem, star je bil po moje 11-12 let in je nekaj jedel, vzel iz vrečke in vrečka mu je padla. Ni jo vrgel, padla mu je, ampak on je pogledal za to vrečko, kako jo je odnesel na travo. In jaz ga gledam in on hodi pred meni in jaz se ustavim in rečem, prosti mladeniča, ne? In me pogleda in jaz rečem, a ne boš pobral? In me pogleda in tako naredi. In gre, in pobere, in jaz ga pogledam in rečem, saj veš, da je bilo prav, No, in je samo šel in vrgel smeti. In se mi zdi, da, jaz sem takrat začutil ful enega tega, kdo sem zdaj jaz, da bom klen tam malo pameten, Ali pa, kaj bo zdaj on meni nazaj rekel, bom mogel se boriti za svojo avtoriteto, a bom jaz zdaj kle postavljen, ampak je bilo z neke čiste ljubezni do narave. Dajmo kolektivno pismo za lep svet delati. Sej Slovenija, kar z tega tiče, se mi zdi, da je kar čista. Ker greš ti enkrat na Filipine ali pa tako, pol vidiš, kaj je to sranje. Ampak tako, da pač poveš, kaj se ti zdi prav. Ali pa ne vem, gre tam malo mim, odpre vrata, za njim starejša gospa, on na telefonu pusti, da se vrata zaprejo. Prosti,
A se ti ne bi zdelo lepo, da bi gospe odprl vrata, pa jih pridržal, pa rekel dober dan? Se sam to, da zbudiš v njih nekaj, da jim enkrat poveš, pa mogoče bo pol še en isto povedal, pa se bojo začeli mogoče po nekem vzoru drugačnem obnašati. Tako, malo dati iz naše smeri, ki zdaj, ki vemo, oziroma se zavedamo tega, kaj je pomembno, temu večji glas. In vsi, ki to poslušajo in se strinjajo s tem, dajmo začeti bolj delovati iz tega. Biti pogumni, povedati kaj, ne se nazaj dol potiskati s to slovensko mentaliteto, sam ne se ven metati, ne. Sam ne tega delati, ki pote bojo potlačili, pa ne vem kva vse, ali pa to je napuh, pa kdo si ti da užbrihten. Če res verjameš, iskreno, da je tvoje delovanje dobro, pusti si ga živeti, daj ga drugim, pržgi še ti kakšno lučko. Feeling je dober, in rabimo to, rabimo se kolektivno prebuditi, da bomo lahko pol, mogoče en dan ustvarjali nek svet, ki bo pa polnejši tega, kar mi smo sposobni dati in česar si želimo, kot bitja tukaj. Ja. Ne vem, če ti z mene to zdaj potegneš ven, ampak ful dobro mi prostor držiš, ti moram reči. Ful je to, o čemer govoriš, je absolutno res. In to recimo delamo v prvi fazi kot starši. Ja. Ne? Da predajamo znanja, vrednote, odnose svojim otrokom. In pričakujemo, da bomo ustvarjali ne, kot je bilo včasih, ne, trdne moške, a veš pa mindful and demure damice, ne, ampak bomo ustvarjali wonderful human beings. Ja. Ne? A veš, jaz mojemu otroku, pa ni moja fora, nekje sem jo pobrala, ko gre čez vrata, jaz mu ne rečem, pridem vod, pa kaj se nauči, jaz mu rečem, sprejmej dobre odločitve, pa lepo se mej. Wow. To je to, vsako jutro sprejmej dobre odločitve. Jaz jih ne morem, zdaj, ko greš čez vrata, da jaz ne bom videla 8 do 10 ur. In kar sem jaz naredila do zdaj, je največ, kar ti lahko dam. Vedno ti bom dajala še. Dokler bom živa, bom tvoja mama in dokler bom tvoja mama, bom probala, tako kot si prej rekel, te učiti in vplivati na te. Itak. Ampak na tebi je pa, da to pretvoriš v dobre odločitve. Ali biti dober prijatelj, biti dober sošolec, pomagati, svetovati, ali pa enostavno biti tiho, takrat, ko rabiš samo poslušati. Vsi so še mehni, ne? Sprejmaj dobre odločitve. In zdaj sem zgubila to, kar mislim. Ti mi je se eno ne zdal. Jaz slišal sem eno zelo, a si jo najdla? Najdla. Krdej, ja. Je pa tukaj ta, ti praviš napuh, meni noben še ni tega rekel na srečo. Slejka prej mi bo kdo. Ja. Ampak, veš, jaz imam pa vedno ta zadržek odgovornosti. Ja. Ne da bom rekla nekaj narobe, ker narobe vsak lahko kaj reče, ne? Zamenjaš sever pa jug, zahod pa vzhod. Ampak da bom dejansko pustila na nekomu neko posledico ali pa neko sled, ki ne bo okej. Da bo nekdo narobe nekaj razumel, narobe interpretiral in bojo posledice slabe. Ta odgovornost, ki jo prevzameš, ko imaš večje število sledilcev in začneš objavljati sploh močne teme, sploh težke teme, in ko zahtevaš v bistvu ali pa pričakuješ od ljudi, da bojo razmišljali tudi oni o tem, tako kot sem rekla na začetku, in nekaj spreminjali ali na sebi, na svojemu delovanju ali pa na svojemu razmišljanju, meni je vedno kar tako, veš, me malo stisne, ker se mi zdi, da je lažje ne. In zato vedno hodim ne po črti. Jaz bi rekla, ko sem poslušala tvoje podcaste, že preden sem vedela, da so tvoji, sem ti rekla zadnjič, tako da bova se o brand awarenessu pol pogovarjala, veš. Ampak ti si vedno brutalno iskren. Ti vedno poveš točno to, saj jaz imam tako občutek, kar misliš in kar čutiš. Res. In doskrat hodiš po tisti črti, kjer se mi zdi, da bi lahko eni ljudje rekli, no, ne? Ampak tisti, ki te poslušajo, pa cenijo točno to, da ti hodiš po črti ali pa jo kdaj celo prestopaš. Ne? Ko pa jaz govorim, sploh v odnosu do tega, da to ni moja služba, ampak imam tudi službo, v kateri sem zelo odgovorna in resna
in strokovna oseba, se pa vedno gibljem v varnih vodah, a veš, plujem v varnih vodah. In bom danes, če ne drugega, odnesla iz te sobe, pa iz danjega pogovora to, da mogoče pa moram kdaj kakšen korak narediti tudi proti črti. Prvo, kar bi ti tukaj, hvala, da me tako vidiš, je le tvoja perspektiva, a ne, kar veva. Črta ne obstaja. Črta je imaginarna, črto si ti ustvarila, oziroma en del tebe, ki ga je strah. Mene ni strah tega, kaj si bojo ljudje mislili, in ne prevzemam odgovornosti za to, kako bojo oni to interpretirali. Zato jih spodbujam, da se naučijo prevzemati odgovornost zase, za vse informacije iz okolice, ki jih slišijo, in ne samo moje tukaj. In zato me na začetku, sem tudi jaz o tem razmišljal, zdaj pa že čutim neko odgovornost, kaj pa ljudje tukaj slišijo, a ne, bullshit. To je bil samo moj ego, ki se je filil. S tem, da jaz pa zdaj učim ljudi. Ne. Jaz nisem tukaj, da kogarkoli učim, jaz sem tukaj samo, da imam rad. Ljubezen jih bo pa naučila vse, kar jih rab naučiti. Kogarkoli. Mojega otroka, mojo ženo, moje prijatelje, ljudi, ki to poslušajo, popolne tujce. A ne? Do vseh lahko iz istega namena prihajam in ta podcast delam točno z tega namena. Da ljudem dam moč v njihove roke, moč odločitve, moč tega, da prevzamejo odgovornost. Zato, ne glede na to, kaj mi je nekdo rekel, odgovornost, kaj si ti s tem naredil, je tvoja. In dokler boš ti prelagal krivdo na druge, v tem primeru, da bi nekdo prelagal krivdo nate, ne bo najdu rešitve. In tukaj se tebe nima biti kaj straha štekaš, ker v trenutku, ko boš ti se zavedala tega, da odgovornost, ki si jo ti daješ sama nase, da si odgovorna za koga drugega, ne boš mogla spustiti. To moraš spustiti, to je iluzija. To je nekaj, kar je tvoj ustvaril, zato da se zdaj lahko fajta, pa bori proti temu in te omejuje. Ampak, ko boš dojela, da ni črte, tako v matrici, kaj je una žlica, there is no spoon, ne? Boš videla, kako si svobodna dejansko. In da to, kar delaš, če res delaš iz nekega lepega namena, iz neke čistosti, ne more nobenemu škodovati. Sploh, če jim daš kontrolo v njihove roke, kar pa mislim, da je tudi nekaj lepega. Dokler ti s tem namenom prehajaš, da je tvoja odgovornost, ti njim odvzemaš moč, da prevzamejo odgovornost. Razumeš? Se mi zdi, da dostikrat preložijo to odgovornost tudi na mene, veš. Valjda. Odpreš ZC, se tebi se gotovo isto dogaja in vidiš, hvala, ker si mi tole povedala, zdaj vem. Ne veš. Jaz sem ti povedala, tako kot praviš, jaz sem ti povedala ABCD, ampak če bom jaz tvoj edini vir informacij, please girl, res, ne moramo se iti tako, ne? Pejt naprej, išči, raziskuj, razmišljaj, ne? In jaz vedno, ko pravim, ne smem biti vaš edini vir informacij, ker je to noro, na kjerokoli temo, ne? A veš, lahko se pogovarjamo o raziskavah, ki res veliko vem, ampak še vedno, kdo sem jaz, da bom jaz zdaj tukaj nek tvoj prerok ali ne vem kaj, razumeš? Kaj pa, če je vse fake? Kaj pa, če imam jaz neko agendo zadaj, se to jim pišem, pola, veš? Ne? A veš, morajo, to, kar si rekel, ne, ljudje razmišljati sami zase. Je pa res, da je težko. To, kar si zdaj rekel, veš, mi daješ food for thought, ampak je težko to, ne. Težko je spustiti kontrolo, ki probaš imeti nad vsem. In tudi, če se vrnem spet en korak nazaj, anksioznost se zelo regulira s tem, se proba samo regulirati s tem, da imaš ti občutek, da imaš nadzor nad vsem. Vnaprej predvidiš situacije, vnaprej razmišljaš o stvareh, vnaprej delaš scenarije v glavi, a veš, kako bo nekaj šlo. In potem, ko imaš kontrolo, navidezno kontrolo, se raven anksioznosti zniža. Navidez. Ne? Ker Bog ne dej, da gre kaj narobe. Pol je grozen, ne? Ampak in ta kontrola se pa meni sigurno seli tudi na to področje, ko predajam informacije, da jih 3-krat preverim. Da jih 2-krat preberem, da poslušam 2-krat vsak story, preden stisnem objavi. A veš, ker moja odgovornost, moj kanal, moji sledilci, kako je to grozno slišati. A veš, in to je zelo v razmislek. Ampak tudi ti si v procesu, tudi ti se izoblikuješ zdaj, ne? Tudi ti se tukaj razvijaš. Ampak jaz bi se vprašal v tem primeru, se tudi meni to zgodi. Ampak se vprašam, kdo v resnici zdaj res ima kontrolo? Kdo ima kontrolo, če to delam? Kdo ima kontrolo, če se mi mudi? Jaz
2-3 stvari letos nisem realiziral, ker so bile na planu. Zato, ker sem se odločil, da se mi ne bo mudil. Zato, ker si želim pomirjenosti. Želim se počutiti tako, kot se zdaj počutim. Da lahko tukaj sedim s tabo in je to danes moj najbolj pomemben test v dnevu. Zato si lahko vzamem čas, da sem lahko prisoten, da sem lahko kle. Ne, da imam še 5 stvari v glavi, ki jih moram nujno narediti. Ne? Veš? In zavedam se tudi, kje v procesu sem jaz in jaz verjamem, da iskreno sem s tem projektom pogledal šele iz lupine. In si tudi ne obsojam, da bi mogel biti kaj drugače. Tudi, ko mi napišejo, da sem nenačitan, da sem prodajalec megle, pa take zadeve, ki jih dobim, ne? Ok, ni problema. Pač, hvala Bogu, da nisem pač v očeh vseh nekaj, kar bi bilo tudi meni všeč, ker pa bi izgubil poanto igre, da se konstantno spreminjam. Pol si v kalupu, ne? Pol je konc. Pol so te drugi ustvarjali in postaneš ujetnik svojega uspeha. Rataš tisto, kar ljudem ustreza, rataš ugajalec v največji možni vrsti in trpiš. Ja. A ne? In ko enkrat začneš delovati iz tega, da sebe spreminjaš in daš ven to iz sebe in poveš, da si bil včasih idiot, poveš zgodbe, kako si ti mogel trpeti, kako si mogel iti čez lasten drek, to imajo ljudje radi, ker jim daje pogum, da se tudi s svojim sranjem soočajo. Vidijo, pa sej on je tak, kot mi, ni nič več, a ne? Tudi zate tako vidijo, verjem. Zato dobiš ta lepa sporočila, ker daješ neko energijo od sebe, a ne? Meni tudi napišejo taka sporočila, da pač sam gledam, debelo gledam. Včeraj je bil en fant pri meni rekel, pač 4 ljudi poznam, ki se jim je življenje spremenilo zaradi tega, kaj podcast poslušajo. Kako naj se jaz ob tem počutim? Sem rekel, hvala, cenim. In sem začutil res hvaležnost za to, a ne? Sem rekel, povej jim, da se je življenje spremenilo zaradi njih, a ne? Se to. Ja. In sem pa vesel, da sem lahko bil ogledalo, ki so ga rabili. Da sem iz njih potegnil najboljše, da so naredili korake, ker ni dovolj samo pri tem, da razumeš. Integracija je tista, ki ti da pol dejansko razvoj naprej, a ne? Sej samo sedeti pa poslušati je lepo, ne? Tisti naseden korak je potem težji ali pa najtežji, ne? A veš, da greš res v ponavadi nezavedne, jaz mislim, da transformacije teh vzorcev, ki jih imaš, tega mindseta, ki ga imaš, in da začneš mogoče potem šele, ko se že dogajajo v ozadju neke spremembe, da se jih začneš zavedati in da ugotoviš, kje ti lahko pozitivne stvari potegneš ven iz njih in jih potem začneš tudi aplicirati v svoje življenje. Kot si rekel, da se mi ne mudi, recimo. To je danes taka vrednota. Čas, ne? A veš? In to, da ti nekomu rečeš, meni, ali pa partnerki, ali pa otroku, ali pa staršem, ali pa komorkoli, ti si danes najpomembnejša stvar. To je eden največjih komplimentov, ki jih lahko daš. In pridi do tega, da rečeš, ne morem, ne bom, ne znam, ne zmorem, je tudi nekaj, kar smo čisto izgubili. In da prideš do tega, je treba prehoditi eno dolgo pot sploh, ko si enkrat v toliko enih različnih vlogah, ki te probajo vleči na 100 različnih smeri. Veš, jaz, kot sem rekla, sem raziskovalka, sem v službi, sem mama, sem partnerka, sem hči. In jaz se Instagrama, ker smo sredi selitve, že 1 mesec praktično nisem dotaknila. In se nalagajo, kje si, kaj delaš, zakaj se ne oglasiš. Pač se ne oglasim, ker ne bom še ene stvari si naložila in trpela med tem, ko bi mogla delati nekaj, kar me veseli. Enostavno sem ugasnila in fertik, a veš, ne bom. Vse bojo zdaj dobili eno češnjico na torti s tem pogovorom, boste dobili za vse tiste, ki ste komi čakali, da se Maša vrne, vrača se v stilu. Ja, to je res, prvi podcast ever. Ne, to je fajn. Hudo. Te vloge, ki jih igramo, ki zahtevajo od nas neko verzijo nas, ki je v očeh unga, s katerim vlogo igramo, najboljša, kakorkoli bi obrnil. Dokler izhajamo iz sebe, je nekako lažje tudi to delati pa preklapljati. No. Kaj bi ti zase rekla mogoče, da delaš dobro?
Vse delam dobro. Si predstavljaš, da bi ti kdo to rekel? Ja, si. Ja. A si res, jaz si ne. Sam ne vem, če bi ga imel za gosta, tazga, res ne. Kaj Ali pa, delam da bi se kaj naučil od njega, se ne veš, ja. Sam vse delam dobro. Veš, kakšen Trump bi ti to rekel. Ja, ampak, a veš, povej mi, zakaj tako misliš, ne? Gremo malo raziskati, pač zanimalo bi me, iz kje izhaja ta perspektiva. Ali pa probo malo pod vprašanje, pa malo špikant, pa bi prišel po moje do zelo, zelo zanimivega pogovora. Ja. Ampak ja, oprosti. Ampak najbrž tazga, ki bi bil primeren pol tudi za kakšno študijo psihološko, si mislim. Ja, Kaj delam dobro? Dobro raziskujem. ok. Pa ne mislim nujno samo svoje službe, pa to, da se usedem pa stavčem regresijsko analizo. Ampak recimo, da znam dobro iskati podatke, to mislim, da je res taka art, da je to. Dobro presojati vire in potem narediti dobre sinteze. In to je tudi del teh političnih sorbetov, ki jih delam. Ja. Ne? In zato jih pač mislim, da ljudje radi poslušajo, ker imajo rep pa glavo, niso predolgi in so smiselni. Ja. Ampak jaz tega ne delam samo za Instagram, Ja. ampak delam to v lastnem življenju. Jaz padam v te zajčje luknje, se poznaš ta izraz. Ja, ne? valjda. Ne vem, zadnjič recimo se je sin, zadnji dan dopusta se je potopil skoraj 5 metrov. Wow. Ja, Koliko je 5 star? let je star, Kaj? bolano, Wow. noro. In pridemo potem ven iz vode, Ja. on tam sedi in prav, koliko se je kdo največ potopil, kadarkoli. Ne. In jaz pravim, ok, vzamem telefon, ne, in začnem brskati. In se ta podatek hitro najdeš, da je ne vem koliko, 120 nekaj metrov, ja. Ampak in potem zaprem telefon, ga pospravim nazaj v torbo in gremo mi tam zlagati kamne. Ampak meni je dal miru. Pa tisti, ok, jaz se lahko potopim 5 metrov, ti se lahko potopim 5 metrov, najbrž do se lahko 10. Kako se un tip lahko 120? In potem zvečer, ko so še otroci spat, sem jaz vzela telefon v roke in se naredila tako še. In nisem splezala ven 1 uro pa pol. Iz videov, iz opisov, iz biografij, iz Alenke Artnik, a veš, mislim, in sem totalno noter padla, odprtih sem imela 100 zavihkov, po mojem. Danes ti skoraj nič ne znam povedati o tem, kar sem brala. Ampak ni bila to fora, jaz sem uživala v tem, ker sem se hranila z informacijami. A veš? Ja. In to je tak moj hobi, ki jemlje, jaz mislim, preveč časa, pa une ure, ki bi mogla spati. Ja. Ampak to, da ti bereš članek in to, ko sem že prej omenila, da vidiš besedo, ki je ne razumeš. Ja. Poznaš ime, ki ne veš, ne vem, v izraelski vladi, pa je tam eno ime, pa ne piše zraven, kdo je. Ja. Je samo look up. In se mi na koncu nabere, a veš, lahko 20-30 zavihkov ob enem članku, zato ker jaz rabim vedeti. Detektiv. Ja, na nek način, ja, research detektiv. Ampak to je recimo taka stvar, ki pa dobro presojati vire, znati presojati vire. To sem te hotel vprašati, pa sem upal, da mi ne zgine stran. Veš, jaz rad vprašam pol neko, zakaj misliš, da pa to delaš dobro po teh manjših točkah in kaj lahko vsak, ki to posluša in bi želel ratati boljši recimo v iskanju informacij ali pa zaupanju virov, kako bi zdaj na zelo preprost, s kmečko logiko način dala njim nek nasvet, kako lahko boljši ratajo o tem, kar je te po naravi epsko. Mogoče je najlažje začeti pri temah, ki te res zanimajo. A veš? Ne, da se boš ti zdaj poglabil v politiko Bližnjega vzhoda, recimo, ampak začni, ne vem, pri svojih hobijih, pri tistih stvareh, ki te zanimajo, pri, ne vem, sekirometu, kaj zdaj, ne, tisto, kar ti je kul, v čemer bi rad nekaj bral. In potem je pomembno, da ljudje razumejo, da obstajajo neodvisni viri. Enciklopedije, Wikipedija, do neke mere, dajmo reči, kot zelo osnoven vir, ki ti da ideje za naprej raziskovati. Ja. In potem skoraj vsi ostali viri imajo pa agendo. Ta agenda je lahko gospodarska, lahko je politična, lahko je kulturna, lahko je, a veš, ful enih opcije, kaj se dogaja v zadnji. In
samo znati prepoznati interes za informacijo je tisto, kar je v bistvu najpomembnejše. Kako to narediš? Zvajo. Ne? Zvajo. Jaz, ko preberem informacijo o Gazi, jo preberem ponavadi na tistih prvih jutranjih novičarskih, ki se sprehodim čez njih, RTV, Delo, N1, te klasični naši portali. In potem rečem, ok, kaj prav Al Jazeera. In za Al Jazeera, recimo, to je meni tako smešen, ko govorim zdaj veliko o Gazi, so mi pošiljale sledilke, ampak na Al Jazeera so pa rekli. Ne? In Al Jazeera se smatra zato, ker je iz Bližnjega vzhoda, da to je pa pol neodvisno. In Al Jazeera si eni predstavljajo kot, ne vem, par novinarjev tam v eni kleti, ki pač tipkajo članke in se ne zavedajo, to je orjaška korporacija, ki je ekonomsko blazno podprta in ima silne pač politične interese od zadnje. In so mi pošiljali to kot neodvisen vir. To ni neodvisen vir. Prebereš, kaj se je zgodilo v Gazi na Al Jazeera, na CNN-u, na BBC-u, na Daily Newsu, potem greš pogledat reporterje na TikTok, Bisan, pa te, ki so zdaj so nominirani za Emmy, recimo za svoje poročanje. Potem se sprehodiš čez Twitter in potem greš pogledat še par, kaj ne vem, če bi jih mogoče tukaj omenjali, da nam bi spadali, bližnje vzhodnih, zelo konkretnih podcasterjev, ki delajo take kratke prispevke, večinoma na X-u. In vse to ti da potem sliko, kaj se je res zgodilo tisto noč v Gazi. In to je hard work. Ti ne moreš brati novičarskih portalov, pa pri vsaki stvari to naredi. Se bi lahko cele dneve delo samo to in zaprli bi te po par letih nekam. Zato ljudje pri vseh teh touchpointih z informacijami, ki jih imamo v življenju, imamo blazno ene filtre naštimane. In to je prav, ker naši možgani niso narejeni za dojemanje tega. Ampak če te pa res nekaj zanima in če ti hočeš razumeti, kaj je zadnji in videti čisto sliko, je pa samo obilje virov in razumevanje tega, iz kjere perspektive izhaja kakšen vir, edini način, da si ti lahko ustvariš neko resnično sliko. Bravo, ta je zelo pomembna. Razumeti, iz katere perspektive izhaja vir, tam je ful všeč. Sem imel gosta, Boštjana Videmška, veš, poznaš. No, on je tudi zelo lepo povedal. Sem njega vprašal, kako ne jaz vem komu verjeti, ko se govorimo o vojnah itd. Je rekel, najti reporterja, ki je v vojni, ki poroča iz bojišča itd. Če te res zanima, ampak a te res zanima, A veš, je pa polno drugo vprašanje. In jaz sem bil ful hvaležen za to epizodo. Ne vem, a si jo gledala? Ja, vidim še, ki je drugače. On je alfa in omega, v bistvu reportinga, pri nas. Je pa... Jaz sem že na začetku, recimo, Gaza je zdaj kaj najbolj aktualna, ko govorim sploh čas o tem, sem rekla, da ne bom objavljala tistih slik ali pa posnetkov vojnih grozot. Ker če kdo rab videti posnetke otrok brez glave, ne gre kam drugam. Sej vemo, da se to dogaja in noben mu ne bo pomagal, da smo histerični, pretirano čustveni, če probamo objektivno razmišljati o tej temi. In meni se srce trga, ko pišem 40,000 mrtvih, od tega tretjina otrok, ni infrastrukture, ni vode, a veš, nočem zdaj naj jo zabedirati, in ko govorim o temu, ampak če želim jaz podajati informacije ali pa povedati svoje stališče glede tega, kje smo v pogajanjih, kaj mislim, da se bo zgodilo naprej, kaj mislim, da se bo zgodilo, če zmaga Harrisov ali pa če zmaga Trump ali pa kaj se bo zgodilo, če Netanjahu dejansko odstop. Jaz ne morem razmišljati o Hind, razumeš? Ampak moram razmišljati o številkah, faktih, podatkih. In vidim še, ki je nam prinašal vojne v naše domove, ampak on je znal v trenutkih biti objektiven, ko večina ne bi znala biti. In vojni reporterji so on pa tale Valentin Areh, mislim, da to so
to so ljudje, ki imajo več moči v mezincu, kot je premore marsikdo drug. Ja, Čustvene moči. ja, mislim, zdaj, ki razmišljam nazaj o njemu v tej epizodi, mi je tako, tudi takrat sem čutil eno tako prezenco. Tako, veliko ljudi mi je pol pisal po tej epizodi, so rekli, ker sem pa videl, da boš imel njega, sem pa rekel, evo, to je pa una epizoda, kjer Lahi ne bo shendlal, kjer jaz ne bom mogel shendlati. So rekli, in si. Wow. In sem rekel, wow, kakšno spoštovanje je to za Boštjana. Ne? Ker je res človek na mestu, ki se bi ga marsikdo lahko ustrašil v debati. Ampak spet jaz sem izhajal iz svojih namenov tukaj in moj namen je bil, da mi on pove svojo zgodbo. Ne, da jaz pač njemu govorim, da njegova zgodba ni ok, ali pa da bi mogel biti drugače, ali pa to. In s tabo na isti način pristopam. Se dokler si iskren, Ja, pa v bistvu ste vsak odnos, vsako transakcijo. No? Če Ja. pristopiš ti s čistimi nameni, pa z iskrenostjo, ful ni verjetno, da boš prišel iz nje prizadet. In to prej si rekel, levi pol pa desni pol, ampak se moramo združiti. Nekaj podobnega je včeraj Harrisova rekla. Meni te zadeve tako ostane v glavi, jaz sem grozna. Kar se teh stvari tiče, rekla je, spoznati moramo, da nas več stvari združuje, kot razdružuje. Ne? In to, da si ti demokrat ali pa republikanec ali pa pri nas bolj na levi ali pa bolj na desni, Ja. še vedno smo pa vsi ljudje. In še vedno si delimo podobne vrednote, to, kar sva prej govorila, in še vedno si želimo podobnih stvari za sebe, za svoje življenje, za naše okolje, za svoje otroke, za potomce in tako naprej, in za svet. In to, kako gledaš na cerkev, ali pa na splav, ali pa na drugi strani na privatizacijo šolstva, recimo, to so stvari, ki ne bom rekla, da niso pomembne, ampak v grand scheme of things so pa detajli. In jaz lahko ti si lahko 100-krat odmaknjen od mene v političnem prepričanju. Se midva lahko isto usedeva, isto imava debato in isto en drugmu rečeva človek, ne? Tudi če se ne strinjava glede stvari, ki nas ne bi smele razdruževati. Samo ljudje pozabljamo na to in ljudje smo radi jezni. Ne? Ljudje se radi razburjamo, radi imamo novice, dramo, ta velika čudstva, veš. Zakaj? Zato, ker to sem tudi naredila en prispevek na hate watching. Aha. Na ljudi, ki dobesedno ti sledijo, ali ti pa celo ne sledijo, pa pridejo samo gledat, samo zato, da se zgražajo. Si predstavljaš, da nekdo 1 uro pa pol posluša tvoj podcast, ko se nekam voz in skozi kjera beda in kaj govori, veš. Ali pa da pridejo na moj sorbet, pa kaj isto traja recimo 1 uro in potem na koncu napiše, to je bila največja neumnost, kar sem jo poslušal v življenju. Zakaj? Pač, ok. Zakaj misliš, že tako? Zato, ker to je ta isti pristop, da sosedu krava crkne. Veš? Ljudje radi imamo stvari, ki nam zbujajo čustva in radi se primerjamo navzgor, to je to, kar si ti prej govoril o influencerjih, blazno radi se primerjamo pa tudi navzdol. Veš, mi obožujemo, če mislimo, da smo pametnejši od nekoga, ali pa bolj razviti od nekoga, ali pa bolj čustveno inteligentni od nekoga. In ko gledaš nekoga, recimo, ker ti misliš, da je on neumen, ali pa da je nesposoben in potem greš gledati njegove storije, ker se ti zdi, da vse to potrjuje to, kakšen človek je, in se naslajaš na tem in imaš polno enega serotonina, veš, in dopamina in se boosta tvoj ego, koliko si pa ti boljši človek kot ta oseba. In to je zelo nezdravo vedenje, ampak je pa tega ogromno. Ful je tega, sploh odkar so družbeno omrežje, dokler imamo vstope pač v spalnice ljudi, ne. Meni se zdi to pač največja poraba časa ali pa stran metanje časa na planetu. Ker že tako, kot sva rekla prej, nimamo časa za vse, kar bi želeli postoriti, za vse smeri, v katere se nas vleče, ne. In potem, da bi
zavestno zgubil čas na stvareh ali pa na ljudeh, ki niso vredni tega, po tvojem mnenju, zakaj? Ne? Jaz pa, mislim pa seveda, da je vsakmu treba dati priložnost. Ampak to jaz sem optimist. Jaz verjamem v to, da pač v osnovi je vsak človek dober in da vsakmu je treba dati šanso. Ja, to, kar si govorila za ta hate watching, če bi se več ljudi zavedali, teh ljudi, o katerih si ti govorila, torej nezbojenih ljudi, ki delujejo pač samo na avtopilotu, ki bi jih vprašal, kako se počutiš, pa ne bi znali odgovoriti, pa bi rekli dober, ki se ne znajo poglobiti vase, ki ne znajo sebe gledati iz vidika opazovalca in nekako presoditi, kakšne so njihove odločitve, ki jih sprejemajo zavestno. Če bi več takih ljudi dejansko gledali na sočloveka kot ogledalo, ali pa celo še bom šel še globi, kot sebe z drugačnim telesom, a bi še želeli temu človeku slabo. Če si to v bistvu ti, v neki drugi manifestaciji rečemo, ali bi želel sebi dober, ali bi imel neko sočutje, samo tako se lahko pozdravijo, da spremenijo perspektivo, s katere gledajo na sočloveka, da ni tukaj nobene dualnosti, da je vse eno, samo na več različnih načinov se razteza. Kako smo mi lahko odtojena drug od drugega, če izhajava iz istega vesolja? Ampak do tja prideti pa na ta način videti je zelo neumsko, neracionalno, stran od informacij, tako zelo, zelo neodvisno razmišljanje. Pa še to ne vem, če je neodvisno, ker je pač neka informacija na to temo že bila dana v svet. Ampak, a bi se še obsojali, a bi se še dol tlačali, a bi še sploh rabili imeti mnenje? Ja, zdaj si še 6 korakov naprej. Ja. Mi da razmišljava, ali pa ti zdaj razmišljava skupaj o svetu, ki bi zahteval toliko višjo zavest od nas, da ne bo nikoli realiziran. Ne? In veš, jaz sem rekla, da sem optimist, ne? Vem pa tudi, da ljudje po naravi niso pripravljeni storiti vsega, da pridejo do tega najvišjega nivoja samoaktualizacije. In zato strašno. Je to, vse veš, kakšna je piramida, ne? Po Maslowu, ne? In tisti vrh je zelo tanek, pa zelo oddaljen. Jaz bi absolutno želela, da bi živeli v svetu, kjer ne da bi kolektivno razmišljali kot eno, ker to bi bil grozen svet, ampak da bi videli svet na enak način. To bi bilo krasno. Zato, ker potem bi imeli enake ambicije, želje, aspiracije za to, kakšen bi svet mogel biti. Ne? Ja. Saj mislim tako, no? Ja. Ampak po svoje pa svet barvamo s tem, da smo različni. Sigurno se strinjam. In vse te naše različnosti, veš, vsi te gostje, se veš, ti gostiš toliko različne ljudi in vsak svet svojo edinstvenostjo in svojo prisotnostjo barva z neko drugo barvo. In ta Maurica Baru je pa tisto, zaradi česar je pač v svetu vredno živeti in ga raziskovati in ga spoznavati in se v njem učiti. Sigurno, ja, sigurno, ampak lepo si to povedala zelo, si ga pa delimo, ne? In mogoče bi jaz rekel, da bi si želel, da oči skozi katere ta svet vsak gleda, ne bojo zavestne, ne bojo povezane s sabo, s svojim telesom, z živalmi, z drevesi, z naravo, predvsem pa z neko lastno zavestjo in zavedanjem, da dejansko vse, kar imamo, je naše stanje zavesti, ampak zavest je skupna. Tako nekako jaz vidim. In da vsak mora biti drugačen in si mora pustiti biti unikaten. In ja, kar pravijo, vse ljudi mora sprejeti. Sigurno, ampak veš, ne moramo pa sprejeti dejanj nekaterih ljudi, ker ne vidim človeka, vidim njegovo dejanje. In dejanje mi ni všeč, ker ne verjamem, da prispeva k
svetu, kjer ga sestavljajo ljudje, ki so zbojeni, ki so pač povezani, ki želijo sodelovati, ki želijo mir. Tako da ja, politika je spet neka dualnost, ampak da ne bo preveč zaplavala. Le se mi zdi, da je lep full circle ratu. In jaz bi te vprašal na tej točki, kako se počutiš? Odlično se počutim, ker zdaj se počutim, da sem na dopustu. Veš? Ne, res. Zato, ker to so take debate, ki bi jih jaz lahko imela ure. In redko najdeš sogovornika, s katerim imaš lahko take debate. Zunaj ne slišijo. Imamo krasno zvočno kuliso nevihte in se počutim, tako, da bi se ravnokar zbudila in pila s tabo prvo kavo in debatirala o smislu življenja v resnici. Veš, to so zelo težko je iti od teh praktičnih razmišljanj. Se pravi, jaz sem Maša, jaz sem raziskovalec, delam to, raziskujem ono, predajam, poučujem, razmišljam, pišem, a veš, do kdo sem, kakšen človek želim biti, kaj želim dati širše od sebe, se pravi tej skupnosti, ki jo imam, kaj želim pustiti za sabo enega dne. A veš, kako želim, kakšen odtis želim pustiti na svetu in predvsem kakšen odtis želim pustiti na otrocih, ki so v bistvu bojo en dan, ne vem, mogoče razmišljali o tem, tako kot sva midva danes, kaj so mi dali moji starši, kaj mi je dala moja mama in kakšen človek sem postal tudi zaradi nje. In je osvobojujoče je iti iz vseh teh, zdaj le bilo za, ne vem, nimam pojma, uro, 2, 3, niti ne vem. Po moje smo na urci pa pol, kaj tazga, koliko je? Tega. Je osvobojujoče iti ven iz vseh teh okvirjev in pravil, veš, in vlog v samo neko fajn debato. Tako da jaz se zelo dobro počutim. Kako se pa ti počutiš? Hvala za vprašanje. Jaz se počutim sproščeno, malo me lulat. Načeloma pa se je spet javil ta glasek o meni, ki je bil tudi na podlagi nekaterih komentarjev, ki sem jih dobil, da sem spet jaz zelo veliko govoril. So mi napisali ljudje, da jih to moti, da poslušajo podcast zaradi gosta, ne zaradi mene, če lahko pač malo manj. Se ne rabva vezati na to, ampak hvala, da sem spet lahko videl ta glasek, ki se je javil in ni več močen in to mi je všeč, niti ni občutka zraven. Tako da vidim, da sem jaz tudi neko rast tukaj naredil iz vidika tega, koliko se lahko odtujim od komentarjev, kar je veliko zame. Tako da hvala ti za vprašanje. Zelo sem vesel, da sem te povabil. Danes zjutraj sem se še sprašval, kaj se boš z njo pogovarjal, to je ta še en glas o meni, dvomljivec. In je bil odgovor zelo preprost. Kaj bi se pogovarjal z njo, če bi šel z njo na kavo. Z razlogom se je zgodilo tako, kot se je, zaupi vesolju, da danes pride in bo čudovita epizoda in mislim, da je bila, da še vedno je, ker bi te vprašal še nekaj. Kaj misliš, da bi tvoji otroci rekli, če bi jih zdajle jaz vprašal? Kakšna je pa tvoja mami? Starejši Mark bi rekel, da je mami stroga. To bi bil eden od deskriptorjev, sigurno. Mislim, da bi rekel, da sem poštena. In mislim, da bi rekel, da mu veliko, kako bi rekla, me veliko nauči, bi bil najbolj tak otroški. Ker z njim on je tak mali učenjak, on je tak mali direktor, že čisto mečkenga. On prav, da bo nekoč predsednik. Ne? Wow. In mi da imava tak odrasel odnos. Tak, se pogovarjava, veš, pijeva čaj skupaj, diskutirava o pradavnini. On je star? 8. Aha. Zdaj je šel v 3. razred. Mlajši je pa 5, Niko. Bi pa rekel, da ga ima mami najrajši na svetu. Ker on je pa
On je pa narejen, jaz pravim, po moji podobi, čeprav to ni pošteno, da rečeš to otroku, tak čustven, a veš, mehak otrok, ki je prilepljen na moj bok, zaenkrat se je še mehen, tako da zaenkrat to dopuščam. Vsaj zaenkrat je njegov fokus v življenju zelo v to, da bi naredil vse čim bolj tako, da bi meni ugajal. Se zelo trudim ga odmikati od tega, da bi bil lastna oseba in da bi razumel, da tudi če meni kdaj kaj ni všeč, da to ne pomeni, da je narobe, ne? Ker tako ne morava hoditi čez življenje, to je pač jasno, ne? Da to ne bi bilo zdravo, ampak zaenkrat je on vesel, če ugaja svoji mamici. Ja. In zato mislim, da bi on rekel samo to. Jaz midva z partnerjem postavljava močne meje, kar se tiče vedenja, ne postavljava pa skoraj nobenih mej, kar se tiče raziskovanja in čustev in domišljije. Prav. In jima puščava, da delata, kjer lahko in kjer je sprejemljivo in kjer se ne morata poškodovati, si škoditi sebi ali drugim, skoraj karkoli. In da raziskujeta svoja čustva, da čutita svoja čustva, da smo lahko jezni in je to ok, razočarani, razburjeni, da je vse to ok, da seveda pa to ne pomeni, ne, če zelo banaliziram, da če smo jezni v operi, da se deremo v operi. Skratka, a veš, usmerjati, svetovati, negovati, pa gojiti res to, mi rečemo temu doma zapik. Ko enkrat stopiš čez domača vrata, je tam zapik. Vse lahko poveš, vse lahko čutiš, vse se lahko zgodi, dokler spoštujemo en drugega in dokler delujemo kot celica. Lepo. To je pač, jaz bom najbolj vesela, če bo kjerikoli od mojih otrok, po možnosti oba, star 15 let in bo prišel domov in se bo usedel na kavč in bo začel jokati, ko bo mislil, da je odrasel pred svojo mamo in bo pustil, da mu skuham kakao in bo, ko se bo potolažil, povedal in bo dal ven iz sebe. Ne, da bo šel v sobo in bo pisal dnevnike in hate komente na Instagramu, zato da bo dal to jezo ven iz sebe, ali pa da bo šel pa bo pretepil en grm ali pa enega sošolca. Želim si imeti otroke, ki bojo znali čutiti in regulirati svoje čustva. To je tako moj osnovni cilj. Vse, kar bo pa več, je pa bonus. No? Zelo lepo poslanstvo, cilj glede tega si dala. To je čudovito. Podpiram. Moj, se moram reči najin, ker v bistvu seveda. Z mojim. Želim, da se uresniči, da je čim bolj podoben temu. Sam dober ti želim res, ne? Enako. Ti si tudi mlatoči zdaj, ne? Mlatoči, 10 mesecev je stara in je najlepši možen. Je, ne? Ker se reži, veš, kako se reži, da ji telefon obrneš, pa svojo sliko vidi. Tako da lepo je, no, lepo. Kako jaz sem vedno mislila, da je najlepši, ko so čisto mečkani, in da potem mi bojo začeli pa na živce, ko bojo malo večji, pa ko bo ihta, pa trma. Skozi so najboljši. Tako da uživi, ampak to vem, da ti je gotovo že 100 ljudi rekel, pa ti bom še jaz, mine pa res full hiter. Ja, res je. Mine pa vsak let se takole obrne. Se že zdaj vidiš, ker naenkrat, veš, pidžamo oblačeš, pa je premehne, pa si tako, pa pogledaš sliko, ki si jo držal takole v roki, zdaj ti pa visi pizde že dol do noka, ne. Ne. Shit, ja. Full hiter mine, tako da uživite vsak trenutek, ko vam je dan skupaj in ga res ne ga gledati skozi prizmo, kaj bi mogel, pa kje bi mogel biti, pa kam bi mogel iti, veš, pa biti v tem trenutku, samo smo tukaj, smo zdaj in smo si dost. To je čudovito. Če bi jutro umrla, kaj bi bilo tvoje sporočilo svetu? Da naj se potrudijo vsi biti najboljša verzija samih sebe. Sam to. Clear.
Maša Muster, najlepša hvala. Hvala, Jure. Užival sem. Jaz tudi. Hvala. Ja, pa to sem že vmes dobil misel, pa bi ti jo rad predal. Mogoče bi bilo dobro štartati svoj podcast. Ne vem, če ti je to že kdo povedal, ampak bomo kle zaključili. Čau.